Maraton ni treba nič pritiskati. Lepo uživaš 30 km, potem pa samo pohne po glavi, pa je konc. Mule je enkrat rekel, da sem skriti tekač ali tihi tekač. Edin tu pa tam sem mu oči zaiskrival, pa kak mesec priteknil, pa tako je reče, to pa moraš 2,25 štarti. Mi smo šli v spredi, noben ni hotel čisto leč. Ti smo se malo čakali, pa sem pa jaz šel. Pa rekel, dosti imam, bom probal. Se mi zdi, da manj tekmujemo od večine, no, ja, od teh slovenskih rekreativnih tekačev. Tako da mogoče z tega vidika bi bil trener, da bi lahko malo testiral, kaj deluje, kaj ne. Dame in gospodje, pa, ja, ni še konec vročega poletja, če ste mislili, da je bila ohladitev pred časom, zdaj tista fajna, zdaj pa tako lušten laufat v 5 popoldne. Ni še tako, prihaja pa je ta teden še nekaj toplih valov zraka iz zahodne Evrope, pa severne Evrope, pa ne vem še kje. Tako da ja, trenirati pa morate. Boste mogli prenašati še malo vročino, vse ste jo navajeni. Z mano danes, pred začetkom jesenske maratonske sezone, seveda, maratonec je ne to, kdorkoli, eden boljših slovenskih tekačev na dolge proge. Z mano je Simon, navodnik. Simon, živo. Zdravo, hvala za povabilo. Mi je v čast in veselje, veš, da sem se o tebi tudi na podcastu pa drugače letos veliko pogovarjal. Tako, ja. Si znano ime, verjamem, da te marsikdo pozna, začetek pa, da prebijeva let, si danes že tekel. Seveda, je ura že 6, ne, tako da smo že mogli opraviti. Eni stek sicer bolj na lahko, ampak je že mimo. Zdaj, kdaj si tekel? Po službi, pred službo, med službo? Po službi, med službo ne gre, ne, bi rad, pa ne gre. Prej se tudi prezgodi, tako da takoj po službi, ja, ko pridem domov. Čim prej mim, ne. Ja, kaj pa včasih moraš tudi zjutraj teč, no, a si jutrni človek, si večerni človek, popoldanski človek, kaj si, če gledava skozi prizmo teka? Pa najraje bi tekel zjutraj, sam pred službo pa prezgodi, pa v 5 mogel pa. Sem že probal, pa ne gre, preveč na silo. Bolj popoldne. Če bi pa zbiral, bi pa zjutraj ali pa zgodaj dopoldne, no, ob 8 recimo. Najbolj uživam. Če bi bil profesionalec. Če bi bil profesionalec. Če bi bil. Pa ne bi bil, ne. Ne bi bil? Še kaj druga tudi v življenju, ne. Če bi sam tek je dolgočasen, če je pa to nek dodatek, pa je pa malo lepše, ne. Malo razbije dan, ja. To si dobro povedal, evo, to sem te hotel vprašati, se rekel, Simona navodnika, pa nisi prvi, ki sem se o tem pogovarjal. Ne vem, kdo mi je rekel enkrat, če ni bil ravno Orešnik, da on bi pa bil profič, če bi bila ta šansa. Kako bi sam sebe deklariral zdaj kot športnika, atleta, profesionalca, boljšega rekreativca? Povej mi. Pa zagrizenega ljubitla, no, tako. Ljubitla teka pa atletike. Nek med rekreativcem pa težkim ljubitlom, no, daleč od profesionalca. Je pa res, da se veliko s tem ukvarjam, tako da tudi, no, nekje vmes, recimo. Zagrizen ljubitelj. Zagrizen težki ljubitelj, ta besedna zveza mi je všeč, te še ni nobeden uporabil, ja, tako da to si lahko pripišeš, ostali uporabljajo vse sorte, od profesionalnih rekreativcev naprej, besednih zvez, no, ti si zagrizen ljubitelj teka, všeč mi je to, ampak kje bi rekel pa, da je meja, no, zdaj, profesionalci vemo, kdo je, tisti, ki živi pač od teka, zdaj, pa gotovo je še kakšna faza vmes med, bom rekel, ljubiteljem in malo boljšim tekačem. Meja je težka, ne vem, če tako se sam postavi, ko mogoče, če si dosti dober, pa če vse temu podrejaš,
če celo okolje trpi zaradi tega, pa mogoče si profesionalc. Tam moraš biti še dosti dober, tistih pa dosti ni. Ja, ko je vse temu podrejen, ko ni službe, ko družina dela samo za to, ko gre predaleč, pa je profesionalizem, recimo. Tak bi ocenil. Kje je pa meja časovna ali pa kako dober treba biti, je pa v atletiki težko. Lahko je ne vem, če govorimo o maratonu, 2:30 profesionalc, zato ko se zna prodati, oziroma pač ima še neki zraven, se zna, ne vem, kako sponzorstvo dobi, ko nima čisto veze s tekom, se malo prek družbenih omrežjih proda. Pa recimo tek za njega profesija, ne. Če pa samo tek, je pa treba malo več, tistih pa ni veliko. Da bi samo teka živeli, treba še malo se prodajati zraven. To pa praviš, pa mogoče ni čisto tvoj stil, ja? Pa, imam službo, k sreči, ne rabim. Če bi zdaj prišel do tebe, agent ali pa predstavnik kakšne firme, kaj pa vem, kakšen scout, bi rekel, navodnik, tvoji rezultati obetajo si v pravih letih. Tle imaš 4-letno pogodbo, zdaj te bomo zvlekli nekam v kampus, tam boš lahko samo treniral, ležal, jedel, pa se regeneriral. V 4 letih bomo s tebe naredili vrhunskega atleta, kaj bi rekel? Bi zavrnil, 100%. Ja, s kakšnimi argumenti, recimo, ajde? Recimo, če sem zdaj ljubitelj, lahko jutri neham, ne. Jaz grem še vsak dan za užitek teč, pa če mi ne paše, ne rabim iti, ne. Je to kot nek hobi, pa hočem, da ostane hobi, sicer včasih gre malo prek, ne, saj smo vsi malo posebni. Pa malo pretiravamo, ne, ampak dokler je hobi, je v redu, ko gre pa prek, bi bilo pa verjetno samo matranje, no, pa ne toliko hobi. Dokler je pa izbira, je pa užitek. Nekak tak, če bo prav odgovor. Bi pa zavrnil, 100%. Mogoče pri 18 letih ne bi, zdaj pa bi. Ali pa pri 18 bi že, pri 15 pa ne bi, no, tako bomo rekli. No, zanimiv odgovor, ja. Mogoče ni tako, sem ga pričakoval. Ampak mi pa všeč, ja, ta formulacija, ne. Kaj počneš za užitek, kaj počneš za službo. Vprašanje je, če bi jaz takim žarom počel marsikatero stvar v življenju, če ne počel z užitkom, ja, imaš tudi prav, tako da se tle najdem. Dame in gospodje, v 164. epizodi, ja, z mano Simon Navodnik, vem, da ga poznate, če ste saj malo klikali, pa laufali, pa hodili po slovenskih tekih. In obče, ja, zagrizen ljubitelj, kot dejal, po poklicu fizioterapeut, ki dela v Termani Laško, sicer pa, ja, ga boste našli na atletskih stezah, na krosih, na maratonih, kjer redno kroji razplet na vrhu, ja. Blizu vrha. Ali na vrhu, ja, tudi že državni prvak, pa državni rekorder v mlajših selekcijah, državni prvak v krosu, kot vem, profiliran maratonec in lastnik, mislim, da še vedno drugega najhitrejšega maratonskega časa. Letos v Sloveniji, ja, za par sekund, mislim, da te je Orešnik nesel. Zdaj, a je kdo že hitreje tekel? Mislim, da še ni do tega momenta. Ja, tako da čakamo na jesen, izzivi so visoko postavljeni. Simon je atlet celjskega Kladivarja, varovanec znamenitega Petra Sveta, ja, in v najboljših maratonskih letih. A bi se strinjal s tem? Pa si tako lepo povedal, da veš, da bi se. Si v najboljših maratonskih letih, evo tako. Kaj so zate najboljša maratonska leta? Še prihajajo si tele tam, kako bi temu rekel? Pa jaz sem skozi od njih. 5 let nazaj, pa zdaj tu. Upam, da zdaj, pa bomo pa videli. Do naslednjega maratona še grem, tako se vedno odločim, pa naprej. Nimam, tako da trenutno sem v najboljših maratonskih, po svojih. Če bi pa gledal mogoče fiziologijo, bi pa še par let počakal, mogoče. 3, 4, 5 let pa bi bil.
Pravi, najboljše stvari so pred tabo, malo sem gledal štartne liste prihajajočih tekem, znanih slovenskih, nite še na njih, se še malo čakaš z odločitvijo, ali ima že kakšen drug maraton zacahnan? Sem še malo čakal, sem bom šel v Ljubljano, no. Če bo vse po sreči, če bo zdravje tam, kjer mora biti. Druga bo. Ljubljana, drugam še pa videl sproti. Še nimam toliko splaniran. Drugač, ja. Kak APS na stezi bo mogel teči zakladi ven, no. Tiste septembra. Druga pa še kaj na cesto, če bom kaj našel, se kaj odločil, če bo čas. Pa volja, seveda mi. Ja, pošpegal sem Konjice, jasno, ker si že zmagoval, ja, pa te tudi tam nisem našel, sem rekel, okej, pač letos ni državno prvenstvo, kot vem tam. A ni državno? Ne vem, ali pač je, ne vem, sploh nisem dosti dobro prebral, mogoče pa je na 10, evo, vidiš, pa sem zdaj narobe rekel, pa mi bo Anton Nonar poklical takoj, ko bom slišal, ja, tale podcast še boš, pa smo naredili malo ekstra reklame, se ne da je oberabal, sem se vse razprodal, tam v Konjicah. Ti si bil že tam zmagovalec, ja? Na Konjicah, na 21, ja. Na 21. Enkrat, ja, res je. Na 10 pa še ne. 10 je vedno državno. Letos me pa verjetno, da res ne bo, ko imam glih zabukiran tisti vikend na dopustu. Hvala Boga. Na dopust hodiš pa bolj jeseni ali tudi poleti, ali kako? Bolj jeseni, spomladi grem raje, ja. Poletje prevroče, pa preveč ljudi, gužva. Raj uživam v malo miru. Mislim, ja. Ti si te prav človek, ja, jaz tudi obolevam vsako leto znova, zdaj pač, ajde, zaradi otrok že moram, ampak če bi lahko zbiral, bi ja, ravno tako poletje preskočil. Otrok še nimam zaenkrat, tako da si še lahko zbiram. Tako da zbiraj, dokler lahko, ja, pa si tudi pol, slej, ko prej tudi otroke lahko navadaš nekaj tazga, hoditi tam v tisti vročini, en po drugem, mi sploh ne več užitek. Pa tudi težka pa vročina pri teku, daj mi to povej, no, si dober, navajen teč, recimo pri temperaturah nad 25, ali imaš rajš, da piha tam pa je 10. Imam raj, da je 5, ko pa 10, ne. Imam kar probleme, verjetno, z vročino, no. Precej slab šlaufam, če je toplo. Mal je tudi, no, velik sem, se pozna. Več toplote sproduciram, no. Prek 20 je že preveč, za kakšne dolge, ne. Na stezi je pa vse, dokler ni prek 30 ali pa prek 35. Tako da bolj uživam v mrzlem. Zelo mrzlem tudi. Treniram pa rado toplem. Zanimivo. Ja. Zato, da se navadiš, pa je potem lažje v hladu, ali? Ne, ko me rado zebe tudi. Uživam, mislim. Vročina me ne moti, sam ne gre tako hitno. Raj treniram poleti, ne vem, ko pa po zimi. Gre pa boljš po zimi. Pač, užitek je pa večji poleti, ko se lahko stavim, pa me ne zebe. Ni treba nič planirati, da bi se mogel obleči. Hlače gor pa gas. To je drugače res, ne? Celo poletje jamramo, kako je vroče, pa kdaj bo že jesen. Pa pride jesen, pa ugotoviš, ja, da je 3/4 garderobe treba več, pa treba je 5 zakurt, pa treba je pa v avtu moraš klime dati na toploto, pa vso te navlaga, pa kratek dan, pa ni bilo več tako hudo tam poleti, pa Radenci, recimo, so ti všeč, dirka nasploh, ali zaradi vročine ti ne pašejo? Radenci so super, sam pašejo mi pa ne. Diplomatski odgovor. Mi je všeč tam tekma, no sem že, ne vem, koliko sem bil star, po moje, 5-6 let, ko sem bil tam prvič. Tako da mi je skoraj na ljubših. Tekm, pač, je pa vročina tisto. Vse je za vse, ne. Ampak na vročini, ko te odreže, je konc, ne. Sem se že parkrat rahlo pregrel, sploh zadnja leta, lani na maratonu. Letos, niti ne, letos nisem bil ta prav. O lanskem bo še kakšno rekla, ja. Ampak
rekel si 5-6 let, kako se je Sivo Navodnik pri 5 letih znašel v Radencih na maratonu? To mi povej, to zgodbo. Ja. Brat je 5 let starejši, je tudi atletiko treniral, no, Peter. Pa je začel hoditi, ne vem, 3., 4. razred na atletiko. Jaz sem ga hodil gledati, pa je rekel trener, takrat je bil Kocovan, no, se poznaš verjetno. Starejši Kocovan, ja. Ja. Tako naj kar pridem zraven, pa sem pa začel hoditi, pa sem bil 5 let star. Pol je pa brat hodil malo po tekmah, hodil je gledal, jaz sem se pa kar tak zraven prijavil. Pa po mojem so bili Radenci prvi, no. Ne vem, če je bilo kaj prej, da bi šel na tekmo. Sem bil bolj v zadnji, ampak je bilo fajn. Lepi spomini. Kolikor so še ostali, koliko ostane od takrat, bolj po slikah, kot kaj druga. Tako da ja, so mi všeč. Je pa res, da so težki za teč. Pa se treba malo testirati, no. Zato gremo včasih. Jaz pravim, vztrajam na tem, da vsak pravi slovenski maratonec, bi poleg Ljubljane seveda mogel teči tudi Radence, pa tam, Res. spotiti kakšno kapljo znoja, pa kakšno kapljico krvi pustiti na stezi, pa kakšno solzico v cilju, kakorkoli že, no, Radenci so, rekel, za prave maratonce in je bolj kaj prej. Marc, april, pa še Radence malo za na koncu. Radenci so za sladokusce, ja, tako rečeva. In tebi so zapisani v gene, tam si začel, Bog pomagi, že v prejšnjem tisočletju, no, in zdaj se boš tja vračal tako ali pa drugače, najbrž še večkrat. Se pravi, atletika že pri 5-6 letih, takrat najbrž še nisi bil toliko večji od svojih vrstnikov ali pač, kdaj si zrasel bomo rekel, košarkaša? Pa šele v srednji šoli, pa drugi letnik po moje, da sem jih prerastel. Prej sem bil nekje vmesno. Zlata sredina, dosti pozno sem zrastel. Če bi hit zrastel, bi bil mogoče v košarki, ne bi me potegnil, prid. Kasneje potem niso več draftali košarkarski trenerji pa rekli Navodnik, pej ti rajš sem, kaj se boš tam preganjal? Pa, kako bi rekel, v 4. letniku je te začel trenirati, ne. Niti nisem bil že toliko atletiki, da me ni vlekel se tam prerivati. Pa tudi nisem dosti velik, no, mogoče za kako odbojko prej, če bi. Nisem 2 metra. Ja. Ali pa rokomet, ne vem, kjer šport, koliko centimetrov meriš, no, pa tako rečeva? 97, 1,97 m. Če me kdo vpraša, mislim, me vidi, pa reče, vi pa zdaj košarko trenirate, ali pa ti pa zdaj košarko treniraš, rečem ne, pol, odbojko. Pa rečem ne, atletiko, pa skok v višino, pa se pa že ustavi, pa gupa. Simona, si rekel, največji slovenski dolgovrogaš, no, a še kdo večji od tebe? Po mojem, ne. Vidim jih ne veliko. Vse se ne počutim tako velikega, ne tam vmes. Ampak jih ni, pol po slikah vidim. Kaka slika od ljubljanskega maratona, pa samo moja glava ven 4 let. Saj zmer najdeš sliko, kjer si pač, to pa res. Klub si šel torej dokaj kmalu, ja. Kdaj pa si recimo začel kazati pa talent, no vendar je talent, moraš imeti, ga imaš in kdo ga je pač ta prvi, rekel je način, potem znov zvabiti iz tebe, pa ne vem, kakšen uspeh zabeležil s tabo, kakšni dirki. Pa talent se naredi tudi, ne. Če sem že od 5. leta tam. Ne vem, prvo sem bil pri Kocovanu, par let, pa je videl, da malo raj laufam na dolge, pa je rekel, pejt k Svetu, ne, k Petru Svetu. Pa tudi brat je že bil tam, pa sem pa tam proti koncu osnovne šole. Šel k Petru, tam so bili tako sami starejši, no, recimo 5 let, vrstniki mojega brata. Pa smo tam začeli trenirati, no, bolj z užitkom, več smo fuzbal špilali, kot trenirali. Ampak se je pa začelo, no, počasi, sej sem skozi bil na teh državnih. Ne vem, če je bil kak prelom. Nikoli nisem bil čisto vrhov, pa nikoli nisem bil zelo slab. Verjetno tudi, da to še laufam.
mi je dosti hitsno ugotovil, da glih najboljši ne morem biti. Mogoče sem to ugotovil pred 10 letih. Zato zdaj pravim, da se ne bi šel profesionalizma. Ne? Me pa skozi leč, mi je bilo skozi všeč, skozi bil blizu, skozi bil dober. Tekmovalen sem po naravi. To smo verjetno vsi, ko to klaufamo. Ne? To je bilo počas, redno, faks. Na faksu sem že skoraj nehal. To je pa, sem bil cimer od tega Luca, Zalokarja, sta tudi govorila. Ne? Pa je on vsak dan treniral, ko zmešam, da sem mogel zraven. Ni bilo druge, pa te pa potegne spet, ne? Pa kak dan ne, pa pol spet. To pa češ. Prepričan sem bil, da sta z Lucom Zalokarjem že na Kladorju gor skupaj rasla, pa praviš, da ste se sestavila šele potem. Že, ne, je prišel on tudi konc osnovne šole, ali začetek srednje, polik Petro trenirati. Se mi zdi, da tam nekje, no. To smo celo srednjo šolo, bolj ko ne skup trenirali, ampak ja. Pol je pa, faks je pa druga zgodba, tam je pa vsak za sebe, ne. Greš od doma, trenerja ni. Sistem je tako, ali greš ven zvečer, ali pa greš laufat prej, ali pa oboje. Ti si počel oboje pač, ker živiš življenje. No. Oboje. Ne, zmerno, no, ampak ja, je treba vse sprobati. Vse ne, pretiravno. Tisto, kar je fajn. Tekel si, seveda, tako kot klasični atlet na dolge proge, najprej na srednjih progah, pa 800, pa 1500, potem si se našel v daljših progah. Katera je tvoja najljubša disciplina na stezi, recimo? Pa 1500 bi rekel, no. Je bilo največ tudi takih tekem skupnih, no, ko smo šli. Pa smo vsi bili na 1500 najbolj blizu, vsi ti kolegi. Največ spominov mogoče. Tudi verjetno bi rekel, da najtežja. Od vseh, sploh, če nisi pripravljen. Če si pripravljen, pa vedno gre. 1500, no. 5 mi je preveč, to mi je še zdaj preveč. Pa laufa maratone, pa tiste kroge po stadionu mi ni. 3 mogoče je tudi zanimivo. No. Trojka. Ja, trojka sicer ni glih članska, ampak za pionirje pa mladince. Je tudi pri nas člani laufamo. 1503. 5 je že preveč za stezo. Na cesti pa kaj druga. Ja. Tisti 3 krogi pa 3/4, ja. To je res odlično gledati. Tle pač, pri 800 je, koliko začneš, če si se zafrknil za prvem krogu, si zafrknil vse, pri 1500 je čist drugače, taktika že pomembna. Ali vodiš, pa v kateri progi si, pa kdaj začneš pospeševati. Mislim, cel kup enih stvari, ki so še onkraj samo tega, kako dobre anaerobne sposobnosti imaš, pa kako znaš sprintati. Je treba biti najbolj pameten, verjetno res na 1500. No. Saj smo videli zdaj na svetovnem. No. Nikoli ne, redko kdaj zmaga tisti, ko bi naj, oziroma mora res biti boljši od ostalih, da ga ne čakajo. Pa se pa le ne najde. Na kaj druga, mogoče lažje. No. Na kratke, tako vse eno. Tam glih taktike ni. Tak po svoje stezi. 1500 je pa res zgodba za sebe. 800 tudi, no. 800 mogoče tudi, ja. Nikoli nisem laufal 800 tudi, no. To je tisto disciplino, ko ponovadi teče, pravi, da je najtežja. Maraton ni najtežja, po moje, no. To je zdaj. Je kaj druga težja. Maraton ni treba nič pritiskati. Lepo uživaš 30 km, pa te pa samo pohne po glavi, pa je konc. A veste, dejansko sem isto razmišljal, ko sem gledal Budimpešto, ja, najprej pač te stezne evente, potem pa maraton v tisto soboto, pa pol nedeljo zjutraj, pa sem si rekel, kaj bi raje tekel na velikem tekmovanju, ne? Najbrž raje maraton, ker po mojem živci delajo takole, ne, in če si na stezi, pa če zafrkneš zaradi živcev, eno malenkost, ne, vse po zlu pri maratonu imaš časa še vendarle kar precej, da recimo popraviš kakšno stvar. Tam ne moreš pač... Če prehit štartaš, pol je pa konc. Razen, če si iz Mongolije, pa hočeš biti na televiziji. Ja, tako je pa tudi nekaj, je pa prišel na televiziji. Jaz sem rekel, če drugega ne bi kakšnega slovenskega atleta mu svetoval, zmagati ne moreš,
v cilj mogoče boš prišel, mogoče navš, ampak lahko si pa 2 minuti pokažeš, v pol. Ja, 2 minuti v pol. Res ne. Mislim, zakaj pa ne? Spremljal si po atletska tekmovanja v Budimpešti 1500 metrov, če bi položil takrat denar, sem rekel, da je bila gotova zmaga, vsi smo rekli, Ingebrigtsen, to je nepremagljiv, če bi na Kera menda vrgel 100 evrov, bi imel zdajle v žepu par tisočakov. Kako si ti spremljal recimo to tvojo disciplino, rečeva temu tako? Vse ni moja, no, je najbolj zanimiva pa je, ne, verjetno, meni tak ali tak. Bi dal tudi na Ingebrigtsena, no. Pak sem pozimi poslušal en intervju, pa je tak Ker rekel, da hoče biti svetovni prvak, da je prepričan v to. Tako da, se to vsi rečejo, no, je zelo samozavesten ta, ali pa sam tak kaže. Se tudi Ingebrigtsen isto reče, no, ampak je nekaj na tem, da se treba prepričati prej. Ne vem pa, če je pametno tak s publiko deliti, pa enim se vrne, pa jih malo po glavi udari, če so preveč pametni prej. Točno to se je Jakobu naredil, ko je v polfinalu. Ja, mahljal, pa se je smehljal, na koncu se je smehljal nori Škota, ne, ki ga je strl v zadnjih 200 metrih. Ingebrigtsen je v svoj zagovor povedal, da je bil bolan, da ni bil najboljši, ampak je, kar je, zgodovina bo pomnila, da je v 2 zaporednih svetovnih prvenstvih najboljši Norvežan sezone dobil po glavi od Škota. Ja, od Britancov, ne? Ali Basta Škota. Basta Škota celo, ja. In celo ba je v istem klubu sta nekaj časa trenirala še celo, tako da, ja, to mislim, da so kar Škoti imeli kar veliko žurko, ko se je letos Ker vrnil s tisto medaljo. Povej mi, Simon, ti si imel letošnjo sezono fantastično, saj začel si tako, kje za vraga si našel maraton v Belgiji, čak na Mura, kako se reče tistemu srečnemu kraju, sem mogel 6-krat pogledati. Jani Mulej mi je rekel, dej preveri navodnika, nekaj hitrega je letos odlaufal in jaz tisto gledam in mi nič ni bilo jasno. Sem rekel, ok, danes te moram to vprašati. Pa tja sem planiral en dopust v Belgijo, no. V Antwerp sem bil pa še en teden po maratonu tam. Pa sem pa gledal tam v okolici, kdaj je kaj maraton, pa kje je kak. Pa je bil pol je bil Amsterdam, menda še ne, ko je šel v Rešnik. Ali Rotterdam. Rotterdam. Ja, pa teden kasneje. Pa Rotterdam nisem niti vedel, da bi lahko zraven prišel, pa je pol težko. Ne vem, v tisto gužo mi ni zahoditi, če bi lahko prišel med elite atleti, ti bi šel, tako bi pa verjetno štartal neko zadnje. Pa sem pa tega videl, malo manjši, pa da je lani zmagal 1:2:25, se mi je pa fajn zdel. Sem se pa perjavil, pogledal traso. Trasa je izgledala super, si te pol je pihal, ko zmešan. Trasa je bila pa vredno, lepo obreke, gor pa dol. Pa sem malo Belgije videl zraven. Da sem kar živel, pa še pa en teden turističnih ogledov. Na Muro. Lansko leto je zmagal 1:2:25, letos je zmagal 1:2:25. Daj mi povej, kako se je tekma odvijala. No, si bil blizu, bi lahko še napadel, je odbrzel ta lokalec že naprej, prej, kako? 3 smo bili skupaj, no, pa ta je hit povedal, da ima sam trening, da ima 2, ne vem koliko je rekel, 11:07 ali 2:13, pa da bo skozi vlekel, ne. In pa je rekel, ko grem, pa smo mu mi dopovedali tu okrog, ne. Pa je bil pa tam, da ene 15 ga v spredi, pa je mogel iti na stranišče, pa ga ni bilo 5 kilometrov, ko naj je lovil. Pa je spet šel na stranišče, tako da pa na koncu je sam prišel mimo, pa šel do cilja. Ja, ta je bil boljši, to ni bilo debate. Ne vem kolikrat, meni je 5-krat ustavil, ko ga je neki šraufal. Sicer se je mogel tudi pol pomatrati, ne, ni tako lahko se ustavljati pa laufati naprej, ampak ko je bil veter, ga ni bilo v spredi, no, tako bom rekel. Bilo je pa vetra zihar 20 kilometrov prsa, močnega, tako da. Sem v bistvu tam na 15. kilometru sem se odločil, da se bo imel fajn, pa sem nehal na uro gledati, pa sem mislil, to bo tu 2:30, če bo. Pa sem pa v bistvu v cilju bil zelo šokiran, prijetno presenečen.
Ker ne vem, veter sem parkrat pogledal, bilo krepko prepočasno. Je bilo je bilo pa zadnjih 10 km, ne vem, če ne najhitrejši, kar je za maraton malo čudno. Ampak je šlo. Včasih se ne sme na uro gledati, ne. Treba samo uživati. Kakšen čas si imel na polovički? Tu je bilo po moje, no. Ali pa 13, visok, 13 pa pol, mogoče. Ne vem, mogoče bi se ti zlagal, če bi nekaj rekel, no. Še končnega časa, ne vem, na sekunde, 2,26, ne vem koliko. 2,26, ti bom jaz povedal, ja, da No, se da ne bo povej, tako, da. čakaj, ti bom jaz povedal, Okrog ker sem 20, si... ne. Vem, samo to, sam malo, tukaj imam napisan, to je ženska zmagovalka, 2,26,21, ja, je tle na uradni strani. No, pa sem prav. Tako, v bistvu je Orešnik potem, ko je 3 tedne za tabo tekel v Rotterdamu, praktično za sekunde te je nesel takrat, ko sva midva z Tonijem tam na športklubu to komentirala, seveda bolj na pamet, ker ne, bo šlo, a ne bo šlo, ker je Orešnik 1,12 napovedal še čas tam okrog 2,25 na polovički, ampak pa ga je malo pobral, pa vseeno, ne, se rekel, 2 tako odlična časa spomladi, zdaj bodo pa prišli še kakšni hitri fantje, pa je to pomedalo, ampak jim ni uspelo, no, saj... Jaz tudi mislil, da bo še kdo šel, pa ne vem, če je sploh kdo probal, kdo. Modic je šel v Radencih, sem tam, ti bi tudi šel veliko bolj, če bi kaj druga najdel. Ja, v Radencih je šel kakšno minuto zatem, 2,27 takrat, ampak ja, mislim, da če bi šel na Dunaj, tako lansko leto, recimo bi se dalo teči kakšno minuto ali 2 hitreje, ampak nič ni ideje. V takih razmerah bi šel 10 minut hitreje, v Radencih bi šel pa 2,40. Vidiš, ne? Ja, bravo, ne? Kakšni so vremenski pogoji tam v Belgiji, je bilo v redu? Temperatura je bila idealna, tam okrog 10 stopinj, tako da to mi je res ustrezalo, sam je pa pihal 20 km direkt v prsa, ne vem, kaj smo močno. Tako da smo bili s 3, ne, smo se pol menjavali, on je pol zginil v ta najhujši veter, smo bila 2. Tako da mogoče to mi je pa bilo, no, smo laufali skupaj, ponavadi sem te maratone pod 20 ali pa že prej, ker sam ostal. Zdaj je bilo malo bolj zanimiv, malo razgiban. Ja, pa 21, kaj je bila, pa 42, in pa smo zadnjih, ne vem koliko 10 km prehitevali one ljudi. Pa sem se pa 38 km pred ciljem skozi drl, da so se umikali. Ko že dihati nisem mogel. Ampak je bilo zanimivo, no, mislim. Je fajn, če se dogaja. Lažje, več spominov mogoče, no, ostane. Te tistih 2,26, 2,25 nima veze, če bi bilo. Ja. Tisti, ko hoče zdaj 2,8 leteti, ali pa 2,9, za kako normo, tiste bolj boli, ne, mene pa ne. Recimo, da res, no, čeprav si ne boš bil vendarle navdušen, da si, ne vem, za pol minute zdaj popravil osebni rekord, ki si ga lansko leto v Ljubljani. To sem to bil, ja, to sem to bil. Tekmovalen sem še vseeno, oziroma si želim napredka. Ampak pol, če malo objektivno pogledam, če bi bilo 20 sekund bolj, pa bi bilo 2,25 ali pa. Tudi, če bo, ne, saj še laufam. Ko bom rekel, dosti je, pol pa. Pol mi bo pa mogoče žal zadnje tekme, zdaj ne, pa ni. Še ni bila zadnja, ne. Zdaj, glede na to, da praviš, da tak je laufaš za užitek, ne? Zdaj mene res zanima, ne, kako pa ti tvoji treningi izgledajo, ne. Imam človeka z 2,26 zdajle pred kamero in mikrofonom in zdaj mi bo zaupal vse svoje skrivnosti, kako pri 1,97 m kilometrske, ne vem, 150 kilometrske tedne naklepa, kaj naredi, kakšne intervale dela in tako naprej. Ali pač, ja. Pri meni je problem, ko nimam strave, ne, pa ne veš. Ja. Je rekel, Mule je enkrat rekel, da sem, ko je rekel, skriti tekač, ali tihi tekač. Ja, on da gor vse, vsako ogrevanje. Bom zdaj čist klasično, ne vem, enkrat na dan laufam, včasih sem, še ko sem službo začel, sem probal malo 2-krat, pa sem bil preutrujen, pa sem videl, da nima smisla.
čez cel dan tako, da bi bil mrtev. Enkrat na dan probam 20 km na dan narediti, no, recimo. Pa če se en dan na teden spočijem, pa ena dolga v nedeljo, recimo 30, pa pride 130 na teden. Ponedeljkih delam kak fitness, kakve vajamo. To je vse od Petra sistem, se je skozi isti. Sam malo dodajam skozi kilometre, namesto da grem 5 km greva, ne grem pač 15. Pa je malo razlika. Torek, četrtek, recimo dan sam iztek, zdaj probam iti 20, se hecno sliši. Ni tako malo, ampak to je dan za počitek, ne. Pol pa intervali so pa klasični, ne vem, 10 ure ali pa kadar se pripravljam na maraton, probam pač namesto 10 km narediti 12, 14, mogoče 15 zdaj. 15 ure. Dokaj enkrat na teden, no, v sredo, pa pol mogoče petek, kaj hitrejšega, ali pa kakšne klance. Tak, če bi čisto po Petrovem treningu bi zelo variirali, meni pa paše, da je kar skozi isto. Ne vem, da ob sredah delam nekaj, da bo nanesel 15 km, pa pol ob petkih nekaj, da bo malo, da vem približno, ko bo. Imam rad skozi isto. Oziroma, vse so različni intervali, sem se vseeno, ali delam dvojke, ali delam jurje, ali delam trojke. Zdaj probam 15 km, recimo, nabrati intervalov ob sredah, to je enkrat na teden. Ta nedelja, dolgi tek, to pa 30. Nič posebnega. V kakšnem tempu tečeš recimo 30-ko? Zelo na občutek. Včasih mi 5-10 ne paše, pa se matram. Ponavadi je povprečje prok 4:0, malo pod 3:50 zdaj, če se dobro počutim. Če se soboto spočijem, pol je 15 sekund predlike, lahko ne delam. Ali pa, ne vem. Če sem soboto v službi, se mi tudi pozna 5-10 sekund. Tudi popoldne se mi pozna, ne vem, če pridem po službi, ziher 5, če ne 10 sekund na kilometer v nogo. Če delam jurja, delam toliko počasneje. Telice ne moš, ne. Preko utrujenosti ne moš. Pa vse bolj. Za maraton je tako rejo, da sem več na nogah. No, sej, evo, enkrat sem videl eno študijo, kdo je boš fit na konc tedna ali nek menedžer, ki sedi 10 ur na dan, pa gre za pol ure v fitness, ali kelnerca, ki je vsak dan 12 ur na nogah, kakšni so njihovi kardiovaskularni parametri, pa tako naprej, na koncu je kelnerca zmagala. Pa ne, je zmagala? Jaz sem podobno bral, veš? Ta je možnost, da srčni infarkt tista pri obeh, se mi zdi, če se noben ne giba. Ja, mislim, da hecen je bilo, no, da dekle pač ni delalo se ukvarjalo z nobeno vadbo, pa je ravno zaradi tega, ker je na nogah naredila 20,000 korakov, na pamet govorim, vendarle ohranjala neke parametre svojega zdravja, kar dosti visoko. No, zdaj ti, koliko korakov pa ti na šihtu narediš, recimo, koliko ti ura pokaže na konc izmene? Nijam ure, gor skozi. To je samo od... Odvisno, kak dan je, no. Koliko smo razporejeni, tudi malo krožimo. Včasih veliko, včasih malo. Dosti smo na nogah, to pa vseeno, se pozna. Pa zdaj sem že navajen, od začetka. No. Zdaj je lažje, zdaj sem v ritmu, že dolgo. Se nič ne matram. To je to, ne? Zato ne rabiš drugega treninga na dan, ker si skozi na nogah, ne? Mulej pa mora iti zjutraj. Mulej pa mora, ne. Na konc, evo, sta pa na maratonu, sta pa tam, evo. Ne, se bi tudi lahko, sam ne vem, koliko je to smiselno, vse, če se ne more spočiti. Se ne da 2krat na dan trenirati, že enkrat na dan je včasih preveč na silo. Po moje, no, po lastnih izkušnjah. Tudi 2krat na dan, pa ne, faksom sem recimo probal, pa gre, če nič druga ni, no. Če pa služba vmes, pa je sam kurjenje. Brez napredka, po mojem. Moje telo tako deluje, koliko sem ga spoznal. Je pa vedno se težko staviti, ne. Vedno bi več, sam
ne vem. Te se še nisem naučil, bo treba še malo zmanjšati. Ampak, ja. Boljš manj ko več. Za glavo je mogoče boljš več ko manj, ne? Ko pol priješ na štart, pa misliš, kaj si naredil, pa da si pripravljen sam. Ni pa nujno, da je to, ne. Ti je kdaj Peter Svet dejal, ne vem, Simon, ti imaš potencial tako naprej, tako nazaj, lahko bi posegel, ne vem, pa šel po 2,20 ali pa kaj takega, ali niste razpravljali v tej smeri? Pa pri Petru sem jaz rad blizu to, ko ni prehudih pričakovanj. No. Mi smo vedno bolj tak bili. Nikoli ni rekel, to pa to moraš narediti, ampak to pa to bi bilo fajn, da narediš. Če ko smo bili otroci, pa mi smo glih kontra naredili. Ne. Pa je rekel, zakaj to, ampak se ni nikoli tako sekiral. No. Smo radi hodili tja, vse zato še zdaj hodim tudi, ne. Je tak odnos brez pritiska, no. Bolj tak prijateljski. Tako da edin tu pa tam sem v oči zaiskrival, pa kak mesec priteknil, tako je reče, to pa moraš 2,25 štarti. Pa to pa malo sebe. Drugač pa ne, da bi neki tok, da se imamo fajno. Se mu pa vidi tu pa tam, ali pa recimo, ko je tale Jan Brešan, je bil malo bolj še potencial, ko jaz, no, ko je treniral še bolj. Tisto se Petro Karučke svetle, ko je prišel, rekel, to pa to bomo delali. Brešan tudi po službi utrujen, tako je gledal. Peter pa čisto navdušen. Pak ja, no, vse ima neko tudi, to bi rekel, otroško razigranost, tudi pri treningu, pa pa na nas prenaša. Ni pa pritiska, bolj navdušenje, no, to. Prav. No, verjamem, da bi bil najbolj zadovoljen, če bi sam vzgojil atleta, ki bi recimo še njegov rekord, ta znameniti 5000 na stezi podrl, ja, sej. Bi ga lahko, Peter, vzgojil, sam znanje ima, sam ni toliko, kako bi rekel, odločen oziroma ukazovalen, pa je težko delati z nekom, ko misli svojo glavo. Vse je veliko atletov, pa so vsi mislili, da so najpametnejši. Pa je vsak neki druga delo, ne. Sej, če bi ga kdo poslušal, recimo. Jan bi bil blizu, če ne bi delal, no. Se mi zdi, da je imel potencial. Blizu, no. Zdaj je pa tak vid, ne, Butolin. Ko si vprašal, če je kak potencial, če sem te prav razumel. Tako, ja, no, upam, da bo, ne. Vsi, mislim, to, kar Butolinu polagamo, ja, že v prihodnost, ja, ogromna pričakovanja, ampak poleg Butolina, rečemo, ne, ki je pač čisto krvni atlet, kdo pa je v dolgih progah tamle v Kladivarju zdaj poleg tebe, recimo še močan, s kom pa treniraš, če treniraš v skupini? Ja, največ z Lucom, no, pa temle, Brešanom, z Janom. Še laufa to oba, koliko se zmenimo, kakšne te izteke mi včasih pa še tudi sam po službi, ko cel dan poslušam govorjenje, pa se včasih pa še malo izklopiti, no. Kakšne te intervale, pa te nedele, pa kar dosti skupaj, no. Se probamo ujeti, sicer Luce v Ljubljani. Ampak zdaj smo se kar zadnje čase, no, veliko skupaj treniramo. To je to načeloma. Mi trije, pa če kdo priključi od teh starih atletov, se kak pojavi vsake toliko časa na Kladivarju, bolj zato, da kako rečemo, ne da bi trenirali. Tisti bolj. Ampak ja, recimo, da smo zdaj trenutno mi trije tisti, ko se še dobivamo. Rad pa z vsemi drugimi tudi priključen, no, sicer v celo, ja, težko je pa že koga najti, ko bi šel 30, ko je tak tempo, ne. Ja, mislim, to so pa skrbi, če si predober, ja, ampak ja, najbrž bi bilo fajn, najbrž bi ti cenil, no, nekje vem, da enem intervjuju si dejal, da rad tečeš v skupini, da je težke treninge fajn ali pa dolge narediti, če je več ljudi, da se ti ni treba sam učiti. Res je, recimo 5 let nazaj si ne bi mogel predstavljati, da bi tako treniral sam kot zdaj, oziroma tako veliko laufov. Ampak zdaj že malo bolj cenim tudi družbo, v kateri laufam. No, ne vem, tako sem rekel, cel dan poslušam ljudi, se je krat.
pa sem rad s kakim prijateljem tudi, no, med tekom. Da ni, doskrat smo se že dobili, pol je pa samo ta neka tekmovalnost, pa kak čas je treba dobiti, pa kaj bomo delali, pa to, pa so vsi toliko atletiki, tako, to je malo hecno, ampak tako spogledno, včasih mi je preveč. Da bi se kar naprej dobil z enimi, no, ko so preveč v atletiki. Raj s prijatelji, no, recimo Ljuds pa Jan, da kako drugo še rečemo, ne. Saj se veliko atletiki pogovarjamo, saj smo vsi ljubitelji, ne. Da niso sam časi pa kilometri. Če se pa bi dobil s kakim, ko gre 2:25, 2:26, pa druga ni za pričakovati, ne, si tudi jaz bi govoril samo o atletiki. Ampak... Mislim, če dober, a veš, to je dobro, da nimaš strave, ker zdaj se na stravi marsikaj dogaja, potem se pa ljudje v živo nimajo kaj izgovarjati, ker se že tam v komentarjih začnejo. Ja, no, to pa ne vem, ja. Malo sicer pretiravam, ampak res je tako včasih, a ne, včasih čist mimogrede preletim, pa vidim, kje je 25 komentarjev, pa kliknem, pa pogledam, kaj se ljudje pogovarjajo in vidiš tam vse svašta, no, da so ljudje res zagrizeni, pa res spremljajo en drugega, no, včasih že malo preveč, če smo že pri tem, a ne, tako da mogoče je to, da nisi na stravi včasih tudi prednost, ne pa slabost, ne. En dan sem bil. To sem pa vedel, da bi sam gledal, kak drugi treniral, da sem ocenil, da mi škodi, da še manj med kaj druga v življenju, ne. Bravo. Sej to je res. Hiter noč padem, sej. No, Simon, evo, veliko so povedala, ja, tvoj pristop k maratonskemu treningu je malo drugačen kot kakšnega drugega v Sloveniji. Kdo je pa zate ta trenutek, deva reči, cvetober slovenskih maratoncev? Kdo so tvoji glavni, rekel, konkurentje going into Ljubljana Marathon 2023, evo, daj tako rečva. Veš, nisem toliko v teh krogih, da bi vedel sploh, da kdo gre. Od Orešnika sem poslušal tist, pa tudi ni bil prepričan, da ne vem, kaj se je odločil, ko je bil na podcastu. Na koncu boste vsi v Ljubljani, ti reči. Jaz upam, da bomo, no. Jaz si želim. Tudi za, recimo, Orešnik Mule, to smo največ skupaj laufali. Mule tudi ne vem, če ne gre nekaj v Ameriko. Mogoče pride pa vse v Ljubljano, saj malo pogledati. Mogoče pa ne vem, kako se bodo ta boljši odločili, ko be Puhar. Krevs ne vem, že laufa ali ne. Nekaj se vrača, sem reči, že v maratonskem treningu. Puhar je odlično pripravljen, tudi razmišlja, sem ga srečal oni dan, pa mi je dejal, da bi, pa se je rekel, lušte mi bilo, fantje, dragi moji, da bi se vsi enkrat tamle zbrali, se vem, da ni državno prvenstvo še, a ne? Pa ja, se mi zdi leto vse. Celo je državno prvenstvo, seveda je državno prvenstvo po letu, pa pol Bojani Mule je spet branil svoj naslov, ja, tako, lansko leto ga je svojil drugi zapored, tako da ja, vidiš, mogoče bo mogel pa letos krono predati brez boja. Ampak, ja. Mogoče pa pridejo vsi, ne? Mogoče pa vsi pridejo. To bi bilo pa res lušten, pa da se udarite za ta prestižen naslov. Lansko leto si odlično tekel in v Ljubljani, še prej v Radencih, kjer sva se na hitro spoznala takrat, ne? Dej, to je bila meni taka, tudi pol smo se pogovarjali, taka zelo zanimiva dirka. Evo, greva še eno leto, oziroma 1,5 leta nazaj, Ljubljana 2021 po koronska, ko je bila ukleščena praktično skoraj vseh tujcev, pa tudi večine Slovencev. Zgledali je spet leta 2002, ko je po ljubljanskih ulicah laufalo par tisoč tekačev v 2 krogih. Meni je bilo fantastično, moram priznati, vreme tudi prijetno jesensko. No, takrat se prav spomnim, smo se pogovarjali z Janijem, ki je imel številko 1, ne? In kakšne so pričakovanja, bil je kar nervozen, pa rekel, da gre all in, ampak tista dirka se je potem razpletala zelo zanimivo, vsi ste tekli hitro, ti si se uvrstil na stopničke, tudi takrat, če se ne motim, z osebnim rekordom, ne? Tako. Kako se spomniš Ljubljane 2021? Pa se mi zdi, da je bila kar najljubša dirka, no, v Ljubljani. Ne vem, 2 kroga, več ljudi. Tam, zdaj, ko je ta podaljšan krog, ko je drugi krog, pa ni drugi krog, tam je precej osamljeno, no. To je bilo pa min ljudi je treba laufati, se jih dohiti za en krog.
malo več se je dogajalo, čeprav praviš, da je bilo manj ljudi, ampak v teku jih je bilo več. No. Pa še prvi trije smo bili, no, oziroma prvi en Hrvat je bil prvi, menda, ne vem, kako je bilo. Ali Kenij celo je zmagal. Na koncu nekega Kenica potegnili, ne vem kje, ker prej niti ni bilo na štarte listi. Ja, tako. To je bilo bolj slovenska. No. Sicer mi je všeč, da je malo močnejši, pa da povabijo Kenice, se mi zdi, da mora biti, da ima malo na veljavi maraton, no. Ampak takrat je bila pa res taka slovenska. Smo se malo dobili, pa odlaufali, pa je bilo. Ne. Lušten je bilo. Vsi smo dobro laufali takrat. To, mislim, res je bilo, mogoče zaradi vremena, pokoronskega povratka, ne vem, te slovenskega melosa, no, ki bo res čutiti v progi in na progi. Ste tekli skupaj, ste se dajali, kdaj ste se pač potem razdelili po mestih? Jaz sem od prvega kilometra, se mi zdi, da tekel sam, bolj kot ne. Ona dosta malo hitreje štartala, jaz pa nisem upal, no, tako bom rekel. Je treba biti malo pameten, ko sem se že parkrat že prehit štartal. Ona dosta pa kar štartala, no, sta bila po moje kako minuto pred mano, vmes, ali pa malo manj, no. Tako da sem jih skozi videl, ampak skozi sta bila pred mano. Pol sem Orešnika nekje na 30 dobil, sem rekel, ajde, gremo. Pol je pol šel, jaz sem pa počakal. Ne. Je bilo fajno, videl sem jih pa skozi. Če ni bilo takrat, prvih 21 je bila Kršinarjeva od mene, se mi zdi. En let je bila, no. Prvih 21. Tako da nisem bil sam. Če kdo vladi laufa, je tudi lažje. Je malo družbe. Pa trener njen, ne vem, če še, je takrat bil na kolesu zraven, pa se je toliko navijal, da sem komi čakal, da bo to v drugi krog. Ja, je tako, je bilo res tako vse, kar si povedal. Ja. Dosti sem bil pa sam, se ni tak problem. Če se v krog dogaja. Pa tako sem rekel, maraton ni tak, da bi bilo treba skozi tišati, treba pač do 30 uživati, koliko je to. Pol pa tako samo pride, da postane težko. Se ni treba matrati, da bo težko. Tako. Si kdaj gledal na uro vmes, pa rekel, tole pa bo šlo po 2,5, sam še malo stisnemo ali ne, ali kako je to izgledalo? Pa tudi ne spremljam toliko končnega časa, no, recimo si dam, ne vem, da gremo od 3:30 do 3:35, pa pravim tu čim dlje zdržati. Pa upam, da bo. Tako da nisi bil razočaran, ko je bilo, ne vem, 2:30, 42 na koncu? Ne, niti približno, samo po kilometru grem, sem bil zelo vesel, no, ko sem nekako tisto jesen, nisem počutil toliko pripravljenega, da bi lahko šel tako dobro, tako da. Verjetno sem bil tistega časa najbolj vesel od vseh, ja. Ne vem, takrat sem imel 35 skoraj osebnega, pa nisem bil toliko boljši, da bi lahko rekel, da lahko 5 minut dam dol, oziroma 4. Je bilo presenečenje pozitivno, ne negativno. Ja. Ne, lepo je bilo, ja, lepo vas je bilo videti tam potem na podiumu, ja, z osebnimi rekordi, pa Janja s tisto lovoriko, ki si jo želel, no potem pa naslednjo prvenstvo že čez pol leta, zdaj pa showdown v Radencih na 3 srcih, ne, spet tista zasedba, tisto. Radenci so fajn, če si malo počasnejši tekač, pa srečaš pol hitrejše, pa malo spremljaš, kaj se z njimi dogaja, pa tam tudi 2 kroga, kar je bilo sploh dobro, da smo to vse malo gledali. No, in kako se je pa tista dirka tam odvijala? Tam se spomnim, jaz pridem na tisti 8, 9 kilometr, vi ste šli seveda kontrasmer, navodnik v spredi, Muleja nekaj pobira, se neko, kaj se zdaj dogaja, konc je ere Janeza Muleja, ampak povej mi, ti mi razloži, kaj se je tam dogajalo. Kar toplo je bilo, kar toplo, kot ponavadi tudi takrat. To je bil pa Mulej pameten, ne. To je šel pa na izkušnjo, bi rekel. Mi smo šli v spredi, noben ni hotel čisto leči, ti smo se malo čakali, pa sem pa jaz šel. Pa rekel, dosti imam, bom probal. Pa sem probal, ne, nima kaj biti. Pol pa je hit bilo, tam na 22, 23, še ni čutil, da bo težko.
Pol je pa problem, ko je že na 26 težko, pa jih je še ne vem, koliko, 16 do konca. No. Pol pa spet, to je pa mule in peš, smo pa tudi rekel, ajde gremo ali nekaj takega. Pa je šel. Ampak, ja, vročina naredi svoje. No. Ko je enkrat preveč, je preveč. Ampak je bilo fajn. Ker maraton je fajn, ko je tež biti razočaran na koncu, ko si sam srečen, da je imel. Tega si vedno vesel, razen če počakaš na 30 dni. Ti bi malo bolelo. V cilju je pa vedno fajn. Tudi utrujenost je taka, da mora biti neko zadovoljstvo. Zato je maraton tako privlačen, širše ljudske množice. Res je. Vedno je samo to, da je cilj, a ni treba se to časovno omejevati. Ne. Na stezi je drugače. Tam si te zadovoljen, če zelo počas tečeš. Ura preveč pokaže. To definitivno drži. Ja. Pa preveč se razlika opazi, ja, ne, če nisi dosti hiter, ki začnejo prehitevati ali pa kaj takega. Tudi to sem samo že doživel. Ja, res je. Ok, se pravi, 21, tretji, 22, drugi, 23, prvi, ali kako? Zdaj, če gledava državno prvenstvo v maratonu, zrekel navodnike, zdaj pa moj čas, evo, fantje, zdaj pa letos bom pa šel, pa vam bom pokazal vodiri, ali kako. Fajn bi bilo, tam per maratonu ni, pa jaz ne delujem tako, da bi mogel na mesta gledati, ker če gledam na mesta, tam enega gledal, pa bo štartil za 2:20, pa bom pa na 2:35 končal, ne. Tako, ja. Če je treba iti bolj za sebe, se mi zdi. Vse druga se boljš odlaufa, če se tekmuje, no, sploh kratke. Maraton, treba biti malo pameten. To mogoče ne toliko na mesta gledati. Vse pol sama pridejo. No. Bi bilo pa fajn. Vsakrat zmaga, ne. Bolj kot ne. Mislim, zdaj tole Ljubljano bomo gledali od blizu, zdaj pa spremljam, kaj se bo zgodil. Je treba še do tja prideti, ne. To je tudi res. To je tu seveda drži, še mesec zapoje do tja. Ja. Zaenkrat ni nekih izrazitih favoritov, bova tako rekla, ne. Pa rekel si, lahko se marsikaj zgodi, tudi tebi se že pripetil odstop na maratonu, Bog pomagi. Res je. Takrat pa ne vem, kaj je bilo. En krč me je zagrabil, pa je to bilo to. Pride, no. Se to velikrat spomnim, zato bolj pametno zdaj štartam. Če si prazen, že zlečeš do konca, sam ko pa ne moreš, pa ne moreš. Takrat me en krč zagrabil, pa nisem spustil, pa sem malo hodil, pa laufal, pa sem pa vedel, da boljš. Počakam. Brat je bil na kolesu zraven, pa smo zamenjali, jaz sem šel na kolo in je pa laufal. Se pravi si... Če ga ne bi bilo, ne bi mogoče mogel priti do cilja, tako pa izkorist. Se pravi, nisi tega odstopa imel kot tragedijo, ali pa nasploh, no, če se zgodi kaj takega, pač vzameš v zakup? Pa ja, vse to je, pot je še vse en hobi, ne. Nam vsem veliko pomeni, sem preveč nam tudi ne sme. Tako sem rekel. Še mora biti kaj druga. No, prizemljeno deluješ, ja. Mislim, kaj je tvoje največje tekmovanje, na katerem si recimo nastopil mednarodno? Ne vem, univerzijada, je bilo še kaj bolj? Univerzijada, po mojem, takrat. Enkrat sem še prej za reprezentanco, dvakrat sem sam nastopil, no. Na nekem mlajšem članskem troboju v Mariboru. To so, ne vem, Madžarska. Ne vem, kjer je še Hrvati pa mi, ali četvero moče, mogoče kdo. Takrat sem 1500 tekel. Pa univerzijada, no. To dvoje. Sem odtekel, ampak dogodek je lep, spomini so lepi, no. Sploh na univerzijado. Celo potovanje pa tako. Je fajn, se mora imeti fajn na kakih teh olimpijskih, po mojem. Morajo kar razivati v teh vaseh pa to. To je dogodek bolj kot tista tekma, se mi zdi. Vse skupaj, ja. Vse skupaj na teh velikih prireditvah. Sej zato pa je toliko ljudi zdaj se parjavalo tisti izziv za olimpijski maraton za vse. Mislim, da več kot milijon bi jih bilo zraven. Koliko pa jih sprejmejo?
20.024, evo, tako. Ja. A ja, pa res, ja. Tako da bo kar zanimivo, ja, kdo bo prišel zraven, pa kakšen bo pač tisti olimpijski duh tam, a ne, tudi za vse ostale. Če bi ti dal na razpolago vsi maratoni na svetu, ajde, katerega bi odtekel, če čas pa denar ne bi bila, recimo, ovira, ali pa katerih, ne vem, kateri 3, če so že pri tem. Težko vprašanje. Bi jih več tam, recimo, zdaj mi ni za iti na kakšne te množične, dokler sem še pripravljen, no, tako bom rekel, dokler za sebe pripravljen. Ne vem, da bi tam neko gužvi čakal, pa se mi paše vse malo bolj na teh manjših, pač manjših, ali pa da v spredi štartam, da je malo bolj vse tekmovalno. Pol pa, ko bom nehal zares laufati, oziroma ne laufam zares, ampak nekaj mes, pol bi pa rad še malo potoval tudi po maratonih, no, še na koga šel. Če bi rekel, kak London bi rad odlaufal, Berlin, pa kam drugam tudi, ne. Je lepo potovanje, sem letos videl, da prvo maraton, pa en teden malo naokrog, pa je. Zdaj pa ne. Ja, ti potrdim iz prve roke, lahko pa še marsikdo, ki je potoval z nami okrog po svetu, včasih je maraton samo izgovor, da lahko nekam greš, ja, ne, pa vidiš kakšen kraj, ki ga drugače ne bi, tudi v redu izgovor, jaz pravim temu tako. Je fajn, se pravim, videti tiste množice vseh navijačev, to pa je mogoče posebnost večjih maratonov, kar ne moreš recimo doživeti na manjših, ne, da se v progo zbere milijon ljudi in pa se vsi derejo. In pa se počutiš kar, nam rekel, skoraj tako kot Kipčoge, ampak ja, približno tako, no. Še bolj, neverjetno. Še bolj dogaja. Še bolj ti, ja, seveda, ne, pa Kipčoge je samo 2 ure laufa, ti pa 4 in imaš dvakrat več od vsega tega. Kot fizioterapevt mi povej, ali imaš kdaj opravka tudi s kakšnimi tekači, ali imaš bolj rehabilitacijo, ne vem, teh poškodb pa tako naprej? Bolj načeloma rehabilitacija, no. Tekači, tisti, ko se kaj pogovarjamo. Sam s sabo imamo opravka, pol ne. To je bil tricky question, ker sem te hotel vprašati, če sam sebe znaš boš diagnosticirati, kot bi te kdo drug, no, če bi mu razložil, kaj te boli, pa kje si moraš pošlatati, pa kaj moraš narediti. Rad bi rekel, da ja, sam za sebe si vedno butl, ali kako se to reče, ne. Sam ga sebe ne vidiš. Tako pri telesu, tako tudi pri glavi, ne. Neki znam, sam ga sebe ne moreš čist. Je treba včasih priznati, da rabiš pomoč, če je kaj narobe, ne. Pri fizioterapiji, recimo. Vem pa mogoče malo več kot kdo drug, no, v telesu. Nekam potrkati, ampak upam, da se znam malo lažje izogniti kakšni poškodbi. Zdaj že. No, to je pomembno. Najbrž je to lahko razlika med tem, ali si poškodovan pol sezone, ali si aktiven. Tako. Si Prej Izvoli. bolezen, no. Ja, mislim, bolan sem večkrat poškodovan. Tisti pride pol od vsega, no. Ampak ja, se poskušam izogibati poškodbam, pretiravanju. Upam, da se malo znam, veliko se pa ne. Tak dela napak. Pa to sem te hotel vprašati, te je ujela kakšna zoprna poškodba, ki si vendarle nisem mogel videti kljub vsemu čez leta? Pa, koliko dolgo že laufam? 20 let menda, ne? Še malo več. Vsak let me kaj boli. Najbolj me, ko sem rastel, no. V srednji šoli. Takrat me vse matre. Mogoče sem tudi to. Ja, se je začel bolj zanimati za telo, recimo za fizioterapijo. Zadnja leta, ne, no. Po maratonu pride, kaj, mogoče kak mesec, kaj boli. Ahilova tetiva, tu pa tam. Ampak, ja. Upam, da vem, kaj moram narediti, da ne preveč. Da ne pretiravam. Saj se nadalje. Bomo videli, kako bo, ne. Je treba kakšne vaje delati, no to mogoče nisem namenil pri treningih.
Zjutraj pa laufa sicer ne grem, pa ene 10-15 minut vaje pa naredim, no, različni. Tiste, ko se mi zdijo tisti trenutek pomembno. No. Ne zato, da bi bil boljši, ampak zato, da ne hodim zlomljen okrog. Nekak tak. Zdaj bom seveda izkoristil to priložnost, in te na tem mestu kot fizioterapeuta vprašal, katere vaje bi pa ti priporočil meni, že rahlo, bom rekel, polomljenemu rekreativcu srednjih let, ki ga itak vse boli ves čas, če gre laufat ali pa če ne gre, pa bi vendarle premalo počne teh zadev. Kaj, recimo, je par bistvenih stvari, na katere moram paziti, da moj lokomotorni sistem pa moje mišice pa kakšne kite recimo zdržijo še kakšno leto, pa še kakšen maraton v Radencih. Pa jaz bi rekel, da ti sam igi, karkoli delaš, sam igi. Ne vem, ne znam, da tak na hitro odgovora, no, čist tak. Je veliko teh videov, ko kako vajo pokažejo, pa te viš, da nisem tak dober v aktivnosti na družbenih omrežjih, da bi ti z prve lahko rekel, tole bo ne, tole bo pa čudežna tabletka ali pa čudežna vaja. Vse je po malem, no. Da ne delaš skozi isto, pa da migaš. Boljš, kot da sediš. Nekak tak. Se pravi, prvo pravilo je, zmigaj se, pa karkoli že boš počel od 0 do 1 je 100% razlike, zdaj pa ostalo so pa finese. Pejt na YouTube pa si pogledaj par primerov, pa boš vse naredil. Pa še tis, kar vidimo, ne znamo ponoviti, veš. To mi povej. Govoril sem tudi že s trenerji, pa tudi s koga sem že poprašal za kakšen nasvet in mi je rekel, jaz ti lahko povem, kaj moraš delati, ampak če te ne bom gledal, kaj delaš, pa če te ne bom sproti popravljal, boš itak delal vse narobe, pa mogoče včasih boš, da kaj ne delaš. Kakšne so tvoje izkušnje, kar se tega tiče? Smo malo, bom rekel, včasih zaletavi, pa rečeš, da bom pa delal plank, pa delaš vse kaj drugega, kot tisto desko, kjer bi mogel pač dejansko aktivirati kor. Recimo, je fajn, da veš, kaj delaš, pa sam tež veš, kaj delaš, saj se ne vidiš, ne. Tudi, če se gledaš v gledalo. Imaš pa glavo tako zvito, da se moraš gledati. Če ni vaja pretežka, tudi če malo narobe narediš, če si pa v nekem plenku, pa se matraš leto, 2, pa si cel zvit, pa te pa lahko začne kaj boleti. Razen če, odvisen. Kolikor kdo, no. Fajn pa je, da te kdo pogleda. Imajo prav trenerji, recimo. Moje mnenje. Če ne bi vsak sam, se vedel. Recimo. Koga ti pokoristiš, da ti kdaj pokaže kakšno stvar, da te pokorigira, da te pospota, če smo že pri tem? Pa imam srečo, imam 30 sodelavcev, veš, pa. Od vsega kaj. Se hecam. Ampak je veliko debat, no, saj ne bi toliko tekel, ampak nasplošno. Fizioterapiji, o zdravju, recimo. Sigurno si najboljši tekač v vašem kolektivu, by far, Pa, verjetno res, mogoče sem celo edini tekač, no, pa zdaj bom koga užalil, veš, če bo kdo poslušal. Se pravi, če drugega ne, imaš zmeri zastonj storitev fizioterapije, ko prideš v kakšen maratonu, pa rečeš, Bog pomagaj, tukaj me zateguje, da mi nekaj naredi. Pa ne, saj ne na tak način, no. Bolj skozi pogovor. Te lahko sam dosti narediš, če pa že. Da bi mogel biti na fizioterapiji per enemu drugemu tak zelo redko kdaj, da bi me kaj tak bolel. Zadnje čase. Ampak, te že kako vajo se da narediti, pa s tem kaj rešiti. Vedno se da, po moje. Z nekimi vajami dosti narediti. Te nesrečne vaje, te nesrečne vaje, Raj bi šel po kolenih 20krat okrog bajte, kot pa da delal počepe pa plenke, ampak očitno mi to slej ko prej tudi ne uide. Kaj pa ti misliš nasploh o rekreativcih slovenskih? Eni so zelo zagrizeni, zelo tekmovalni, eni grejo na maraton brez treninga. Kako bi vrednotil? A smo Slovenci nasploh, najbrž poznaš veliko tekačev,
preveč tekmovalni, rekreativno, preveč uporabljamo stravo, Garmin Connecte, pa pametne naprave, zato da nam analizirajo, kako dobro smo spali, čeprav če se zjutraj v špegu pogledaš, najbrž sam da se dobro. Boljš veš, kako si spal, kot pa ura, ki ti pove 87 in tako naprej, a ne? Kaj meniš? Pa to je težko ceniti, veš, to mora vsak za sebe, no, ne vem. Verjetno je malo preveč, no, če laufaš 4 ure maraton, pa več časa, ko treniraš, gledaš v uro, pa pol analiziraš podatke, ne gre nekako skupno. Je treba še kaj druga delati. Mogoče je bolj to problem, da se pol druge stvari zapostavi, no. Ne vem, se sam gleda to stravo, namesto da bi, ne vem, ljudje imajo, imate družine, imamo, ne. Pa je malo boleče, če je treba 4 ure laufati, ali pa tudi 2 ure pa pol, ne, pa 2 ure 20. Pa se mi zdi, že dosti časa vzame sam trening, da pa še treba cel dan biti v nekih podatkih, v atletiki. Pa ne vem, če je smiselno. Ni, no. Ali pa kakor za koga, zdaj pa to mora vsak za sebe oceniti, koliko mu pomeni, ne. Če je pa to smisel življenja, pa naj, ne. Ja, spet si diplomatsko odgovoril, vse se strinjam, jaz bi tudi tako odgovoril, jasno, ne. Dejansko nekoga neizmerno veseli in radosti, da analizira svoje intervalne treninge prek strave, a ne, pa te to razpravlja še z drugimi, a ne, medtem ko, a ne, imamo nekateri pač ure za to, da vemo, kdaj smo zmenjeni, recimo za podcast snemati ali pa kaj takega, ja. Vse neizmerno veseli, ne, tudi mene, samo, ne vem, okolice ne veseli po moje to, ker razen če so vsi noto atletiki, ne, to je treba malo pogledati. Da nismo koliko preveliki egoisti, mogoče pa, ne. Prav. To je pa problem, ja. To je tudi res, ja, to je tudi res. Zdaj tebe spremljajo najbrž drugi, tudi trener, ko greš na kakšen maraton, dobiš pa kakšen SMS, bravo, dobro ti je šlo, smo te spremljali. Seveda. Saj grejo doskrat zraven, no. Oziroma, za kakšne take velike tekme mi je zelo fajn, no. Velike, maraton enkrat na leto ali pa 2-krat, ne. Pa pridejo pogledati, tako da. Je lep dogodek. No, ja. Ker cenim to, da pridejo, no, tako. Prav. Ja, letos si rekel, ja, maraton en še imaš za odteč, krajše tekme tudi. Bi zase rekel, da bolj malo tekmuješ, pa takrat zares, ali imaš rad tudi kakšne manjše vaške tekme, kdaj pa kdaj za kakšno piljenje? Se mi zdi, da manj tekmujem od večine, no, ja, od teh slovenskih rekreativnih tekačev. Ja, rad sem pripravljen, no, ko grem na tekmo. Rad imam pa tudi vikend fraj, to moram priznati. Da nisem vsak vikend nekje, no. Mi paše malo odklopiti. Tekma vseeno vzame čas, pa volo, pa energijo. Pa zdaj, če nisem glih pripravljen, nima smisla. Pa tudi ni tak užitek mi vedno do konca. No. Vse od sebe dati vsak vikend bi mi bilo preveč. Je pa fajn, kot bolj užitek, sama priprava na tekmo, no. Da je nek cilj. Da se malo dogaja, ne pa vsak teden na tekmo, no. To je res. Imam rad vikend fraj, no. To je mogoče zaključek. Se pravi, nekoč v prihodnosti ne bi bil trener, ki bi s tekme na tekmo mogel voziti svoje varovance, pa jih pač zmerjal, pa treniral, pa bodril in tako naprej. Verjetno res ne. Zmerjal jih po moje ne bi, no. Če bi bil pa trener, pa nikoli ne rečem nikoli, no, ampak zaenkrat nimam te želje. Mi je pa zelo zanimivo, no, tako opazovati, koliko telo napreduje s treningom, pa tako, koliko kdo napreduje. Tako da mogoče tega vidika bi bil trener, da bi lahko nas testiral, kaj deluje, kaj ne. Ampak po mojem ni to pravi pogled na trenerstvo, da bi se ga lotil. Tam zanimanje. Bi mogel imeti željo, da bom iz enega nekaj naredil, to pa se mi zdi, da ni.
Ni v meni, tega ni v meni trenutno. Ni to Z tvoje otroci pa tudi, poslanstvo. z otroci pa tudi zaenkrat ne bi delal. O atletiki ne. No, sej, pošteno povedano, ja, tudi Ja, trenerstvo je zaguljen posel, ja, res. pa veliko odgovornosti nosi, pa treba reči tako, dan današnji je zelo hitro vsak neuspeh stvar, zaradi katere s prstom pokažeš na trenerja, pa ga recimo zamenjaš in tako naprej, danes potrpežljivosti ni več toliko, kot je bilo včasih in verjamem, da je lahko pol cel kup enih napetosti pa pričakovanj po vsega. Ne? Ja. Tu se zdaj malo zgubljajo, se mi zdi tudi zelo veliko slovenskih atletov, da kar menjajo. Ne more iti po enem letu, pa enemu trenerju, se ne da laufati. Pa na koncu niso nič boljši, pa jih menjajo 10. Pa, če bi bili s prvim, kaj bi bilo. Saj neko zaupanje bi bilo. Tega pa ni, se tudi ne morete v enem letu zgraditi nekega odnosa. Razen list, ki mu lahko napiše, kaj naj dela, pa je to. Ja. Mogoče je premalo tega. To je problem Strave, no, pa YouTubea, pa Facebooka, pa vseh teh, da pa vsi mislijo, da vse vejo, da pa ne gre, pa ni. Sploh, če so, ne vem, v srednji šoli, kakšni atleti perspektivni, pa mislijo, da ko berejo, ne vem, kakšne Američane, kak trenirajo, ne, pa da je to, da to je treba tako delati, pa nekaj po svoje. Pa, ne vem, no, vse vsak po svoje dela, ampak malo premalo zaupanja. Ja. Mogoče. Tudi za neko boljše počutje. Saj bi se boljše počutili, če bi jih en malo bolj vodil. Pa bi mu bolj zaupali. Ne? V bistvu, ja, tako kot si rekel, vse si dobro rekel, tle mi je prišel na misel, ko si govoril, da se na koncev, vse so, rekel, filigranski, ščepci raznih dodatkov, treninga takega in onakega, ki lahko delajo razliko, ampak v osnovi pa treba narediti 120, 130, 150 km na teden in tle ni neke velike znanosti, intervale je treba narediti, tempo tek je treba narediti. V končni fazi eksperimentirati v najmanjši detajl za nekoga, ki niti ni, rekel, vrhunski atlet, morda niti ni smiselno in je samo, rekel, stresno za njega, pa še za njega trenerja, ki jih potem posluša od tega atleta. Ne. Tako, pa tudi trener se ga ne pozna. Meni, če ne paše, pač ne naredim. Pa se Peter sprijazni, pa je, ne? Oziroma, če se zmenima, ne? Če ne gre kak dan, pač ne gre. Če bi pa menil trenerja, pa bi ga imel en mesec, pa bi me malo čudno gledal, če bi prišel jaz na trening, bi rekel, ne morem. Predolg dan, ali pa karkoli, ne? Zdaj, sicer, te so drugi primeri, se ne da menjati, no, po moje, na en let. Če si rekreativc, pa sploh nima smisla. Ne vem. Ja, to je res, ampak v to debato rajš ne bo zašla, ne, da na ožala vseh tistih, ki to poslušajo, pa se zdaj le na stravi preverjali, če kaj novega. Hecam se. Dobro, to je moje mnenje, pa sem rekel, da vsak za sebe, če mu je to fajn, to mora delati. Ne. Če mu je fajn, pa če ga to srečuje, to mora delati, zakaj pa ne. Sam mogoče, malo več občutka noter dati. To je res, ja. Mislim, se pravim, lahko je hobi, tako pač sestavljanje ladic iz vžigalic ali pa če je takega, lahko pač taka tudi tek, ja, v končni fazi, ker pač vsak trening potem analiziraš in se ob tem neverjetno radostno počutiš, tudi če slafo 5:35, to, kaj jaz ta trenutek zmorem, ja, ampak, ja. Sej se tudi jaz, da ne bom... Zato to delamo, ko nam nekaj prinese. Ne? Ampak tudi jaz se moram velikrat ustaviti, pa nazaj potegniti, da ni preveč. Da nisem preveč v tem. Tako, ja, to je tako, ko porabo česarkoli, ja, ure strave socialnih omrežij, ali pa ne vem, česarkoli že. V katerih copatih tečeš, Simon, recimo, kateri so ti najljubši za tekme, za maratone? Vse. V Savkoni sem laufal, no. Ali da sem imel te karbonske.
Rad sprobam nove, tiste, ko so v akciji, recimo. Sponzorja nimaš za copate, lahko bi ga imel pri 2,26, bog pomagi. Lahko bi ga imel, sam pa bi mogel nastopiti, tako ga pa nimam, imam izbiro. Ne, hecam se. Neki mi sreča Kladjeva tudi, no, prispeva, tako da za copate imam pokrito. Bolj kot ne za enkačeno. Je fajn, da ni, da to dobim. Tako nimam, no, če bi mogel reči eno firmo, če me sprašuješ. Najraje, verjetno. Rad pa probam tudi kakšne ostale. To je to. Sokoni torej, evo, Sokoni, če poslušate tole, imate sploh ne veste, enega boljših slovenskih tekačev, obudga, pa mu lahko kakšne copate date za probat, kakšne karbonske, če jih že imate, najbrž ja. Simon, še nekaj mi povej, si eden redkih atletov, ki ima še eno posebnost, celiakijo imaš namreč, ne? Za tiste, ki ne veste, kaj je celiakija, to je alergija, po domače povedano, avtoimuna bolezen, zaradi katere ne smeš uživati glutena, ja, se pravi, odpadejo vse žičarce in vsi makaroni in tako naprej. Kdaj so ti pa to diagnosticirali, kako ta vpliva, bo rekel, na tvoje življenje in na tvoj tek, na vse zadnje? To si se pa lepo pozanimal. Celiakijo poznam, ker jo imam moja sestra, tudi sam sem se srečal z njo, vem, da je to zaguljena bolezen, ja, in ko sem to ujel nekje, da imaš celiakijo, sem rekel, to mi moraš pa nujno povedati, kaj o tem. V 3. razredu osnovne šole, no. Takrat sem imel kak let težave, tudi zato sem verjetno bolj pozno zrastel, takrat sem bil mogoče med manjšimi, no. Pa sem se pa prilagodil, pač glutena ne jem, imam nekaj druga. Tam, če ga ne jem, sem načeloma zdrav, ne. To je pa, malo več riža jem, krompirja, kakšne vlaknine, moram edin paziti, da ga spojem, pa ni težav, načeloma jih nimam. Tu pa tam kak pregled krvi več naredim, pa da ni kakega šoka za telo. A iz leti, jaz se spomnim včasih, praktično nisi dobil niti riževe koruzne moke, ki bi bila nekontaminirana, danes imaš že brezglutensko pivo, pa brezglutensk burger, pa ni, a se poslužuješ kaj teh brezglutenskih živil, ki jih je na trgu cel kup? Dost, ja, moko dost uporabljam, no, vse je nek mik riža, krompirja, pa ne vem kaj še vse not. Istratno, zelo velik, druga pa vse, kar iz moke nastane. Makarone tudi recimo brezglutenske, dosti jem, pa bolj na koruzi ponavadi bazirani. To je to, pa čim več zelenjave, sadja, to lahko vse jem, meso tudi, ne, jajce, mleko tudi lahko. Tako da, hrane dosti, koliko češ, edino malo bolj moram paziti, no, da ne grem glih posod jesti. No, tako je. Tle imaš največjo težavo, ne, recimo neko restauracijo iti pa pač naročiti nekaj, kar je lahko, bom rekel, kontaminirano z glutenom. Zdaj je boljše, no, ko je malo bolj poznano, zelo veliko restauracij tudi že vejo, približno, kak bi naj bilo, no. Če ne me pač malo zvije zvečer, ampak sem ne jem toliko zunaj. Kuham pa rad, no, tako da si rad kaj sam skuham oziroma doma. Nimam s tem težav. Kaj ne raj skuhaš, evo, zakaj si rekel, da rad kuhaš? Kaj, da je hiter narejen, kak je rižote, no, to imam rad, pa dam karkoli not, oziroma riž, pa zelenjavo, pa kak mes noter, pa kaj takega. To bi najraj. Pa malo sira gor, da je dobro, to pa je, ne. Riž je pa najhitrej, pa makaroni, tako da med tednom je veliko tega pol za večerjo, no. Spiješ tudi kakšno brezglutensko pivo, kozarček vina, kaj takega? Pivo sem parkrat že probal, pa mi ni tak po okusu, no. Se hecam sliši, da sem probal, ne, sam navadnega nisem pil. Vino pa raj, ja, vino pa raj pijem, tisto mi pa paše, no. Sploh kako nedeljo, kosilo. Tisto imam raj, ko brezglutensko pivo, če ima glih na tem. Kak kozarček pa paše. Ja, jaz sem probal kakšno brezglutensko pivo,
Pa sem proval tudi brezalkoholno pivo, pa ima ta dosti podoben okus, se pravi, za nič. Ja, hecam se. Vsi uživalci brezalkoholnih, brezglutenskih piv na zdravje, ja, nikaj, tudi voda je super, kar zdaj le pijeva. Simon, zdaj sem se spomnil, ja, da po mojem letos Jani Mulej ne gre v New York, ker ni prišel do tja, tako da bo gotovo prišel v Ljubljano, zdaj ga bom osebno podražil. Mislim, da ni prišel, no, če se ne motim preveč vseh podatkov, ampak ja, mislim, da boš pol mogel iti v Ker pa Ljubljano. vemo, ne, če ga bo skaj srečo, da naredimo eno grupo, pa da bomo skupaj leteli. Ne, Mislim, zdaj imaš, vse smo jaz v bistvu, ne, če bo gledal. ti si mi povedal, itak imaš boljši osebni rekord, ne, kot on. No, tako. Ja, tako. Pa še Orešnik je tleh, ima še majčkeno boljši osebni rekord. Tako da letos se res veselim tega ljubljanskega maratona, pa slovenskih maratoncev tam. Zdaj mi povej, čisto za konče, sem pa tja, upade kakšen evrček za kakšno dobro uvrstitev, za kakšno zmago, kje ali kaj? Si že lahko daj se štev pod črto, koliko si s tekom zaslužil? Prej nikoli, no, zadnja leta pa ti maratoni, tu pa tam pa res kaj. No. Zdaj so Sloveniji dajo, zelo za slovenske tekače, zdaj neki. Pa nikoli nisem bil toliko v vrhu, da bi sploh študiral tem. Zdaj pa celo, ki pride, če med tremi Slovenci. Ali pa. Letos sem bil v Italiji, tudi na eni tekmič. Tam so še bolj radodarni. Tako da, nekaj malega, no. Glih, da bi pa na to računal, pa ne. Če pride, sem vesel. Če pa ne pride, se pa ne sekiram. Pa še pa vedno, ne. Veš, kak je. Mislim, ja, vsakih 200 evrov, ki jih poj potrošiš za predrage copate, prav pride. Tako, to pa sploh ne. To pa sploh. Simon, kakšen trening te jutri čaka? Jutri pa še ne vem, veš. Ne, sej nekaj, kar bo nanesel po moje 15 km. Tako, kot sem ti rekel, intervaljeno. Plus ogrevanje, plus iz teh več pride skupne, tih pride prek 20. Ampak nekaj, da bo 15. Hvala pa bo. Prejšnji teden sem delal Jurija, tako da zdaj bo nekaj daljše. 2, 3, mogoče. Kakšna kombinacija pa bo. Ok, no, res ne bom jutri delal intervalov, bom poskusil montirati tale podcast, pa vmes razmišljati, kaj bi vse še mogel narediti, da bi tekel maraton 2:26, na vsega ne bom niti podrazno. Kakšen tempo je to na kilometer? Sem je dobil 3:27, 28. 28, v redu je. To ne, ja. Sliši se dobro, ja. Enkrat sem v življenju prelafal kilometer 3:28, ja. Pa je bilo kar zanimivo, ja. Boga, sem še 41. Enkrat sem v življenju prelafal 100 metrov v 17 sekundah, ja. Če bi to naredil tokrat, da bi maraton prelafal, bil je Kipčoge, ampak pustimo zdaj te male detajle. Imaš kakšnega idola športnega, tekaškega, nekoga, ki ti je res fajn, pa ga skozi spremljaš? Tako sem bil mali, mogoče mi je bil Gebre Selassie zanimiv. Hajle, to. Tako zaradi zgodbe, ko je tako z roko laufal. Pa pol Bekele, to so še teti otroški. Zdaj pa pač spremljam vse. Laufat sem začel zaradi brata, mogoče je to pol bil nek vzor. Kot otrok imaš bolj te vzore, ne? Gebre Selassie mi je ostal najbolj v spominu, tako bi rekel. Zdaj pa rad spremljam vse. Navdušen od vsemi. Tako da. No, dajmo reči, mislim, to, kar si rekel zdaj, dajmo reči za konc še, da zdaj pa počasi tudi Simon Navodnik postaja moče zgled in idol za marsikoga, no, ja. Moče tudi kakšnega mlajšega atleta, ki gleda pa reče, enkrat bom tudi jaz laufal 2:26, upam, da je temu tako. Urca pa pol, takole, govoriva, pok, evo, pa je večer, meni treba več tečiti, ker je časa zmanjkalo. Sem pa res neizmerno užival sem v tem pogovoru, Simon, malo sem pobrskal v tvojih možganih, da vidim, kako razmišljati in mi zelo všeč, kako razmišljaš. Ja. Hvala za tvoj čas, hvala za to, da si delil z mano pač svoje modrosti in svoje misli, super. Najlepša hvala tebi. Upam, da ti je res bolj zanimiv. Meni je bilo, no.
In lej, če ne prej se vidijo v Ljubljani na maratonu, jaz bom tam, odtekel bom polovičko, potem se bom postavil za tisto ograjo v zadnjem kilometru in spremljal live kilometrske čase, da vidim, koliko pod 2:25 bo šel. Recimo, Bo spremljal, ne boš laufal? Bom polovičko odlaufal, polovičko bom odlaufal, bom priti v cilj pred tabo, ko boš na maratonu, ker se bomo kaj hecali, tako, in potem bom čakal tam, pa da vidimo zdaj, kako se bo razpletlo tole državno prvenstvo. Jaz ti želim vse najboljše, pa da bo to ena vrhunska. Hvala. Da bo to ena vrhunska dirka, pa dajmo reči, praznik teka, pa ne samo za Ljubljančane, Slovence, tudi za novega državnega prvaka, kdorko že to bo. Simon, hvala ti, pozdravi Petra Sveta, tudi z njim sva govorila, pa reč, kakšno žurko pripravlja, ki je za 50-letnico svojega rekorda, recimo. Naslednje let, ne? Mislim, da je 74-24, tako da naslednje leto mora imeti žurko, kar spomnim ga, da ne bo pozabil. Pa se mi zdi, da tudi on upa, da je ne bi rado imeti, da bo pozabil. No, bomo videli, če bo 50-letnica, bomo tudi takrat še kakšno rekli okrog tega. Simon, hvala ti, lepo se ti. Enako. Čau.